Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno magister Bernard Brščič ter Sebastijan Jeretič. To je bil ples norcev Bedriha Smetane v izvedbi slovenskih filharmonikov. Naša filharmonija tone vse globlje, potem ko je pred dnevi dobila tako rekoč prisilno upravo. Bernard, zakaj je slovenska filharmonija vse bolj podobna plesu norcev? Zakaj? Zaradi cele vrste zgrešenih odločitev v zadnjih 5 letih. Rapidno se pa situacija poslabšuje v zadnjih 2 letih od tiste famozne stavke oziroma spora med bivšim maestrom Lajovcem in orkestrom, ko je orkester odpovedal potem novoletni koncert, ampak ta nekroza je pa prisotna od leta 2015, ko se je drugi spodobni šef-dirigent poslovil od Slovenske filharmonije, Emmanuel Villaume. Dejansko je orkester nekako doživljal lepo umetniško rast pod taktirko najprej Đorđa Pahlivinjana in kasneje francoskega dirigenta Villauma. Potem je pa prišlo do 2, po moji oceni, zgrešenih zasedb. Najprej dirigentske diletantke Karen Lynn Wilson in pa tudi ta, bom rekel, mašilo v zadnjih 2 letih z maestrom Lajovcem ni bilo prav posrečeno. Skratka, gre za eno celo vrsto zgrešenih odločitev, pika na i je pa seveda politično vmešavanje v to prvovrstno umetniško institucijo, ki spada med 3 najpomembnejše poleg Narodne galerije in SNG Drama Ljubljana, si tega politika po mojem ne bi smela dovoliti. No, se ravno to sem te hotel vprašati, Sebastijan. Očitno imamo mi povsod tam težave, kjer na nek način imamo ta strokovni del, pa pol ta poslovni del. Tu nažalost pri filharmoniji očitno oba, kot prav tudi Bernard, nista bila posebej uspešna. Tako kot imamo pri bolnišnicah recimo težave s strokovnimi direktorji pa poslovnimi direktorji, očitno imamo pri filharmoniji tudi težave, tako na umetniškem področju, kot na, bi rekel, področju vodenja. Se mi zdi pa fascinantno, da neka taka inštitucija pade pod pravila, ki veljajo za vse druge v javnem sektorju. Se sploh da eno filharmonijo voditi na ta način? Ne, to je ta problem. To, dajmo reči, navidezna egalitarnost, enako vsegliharstvo, vse mora biti pod istim merilom, tudi ta od enotnega plačnega sistema do vsega ostalega. Mene načeloma, tudi tle sem razdvojen. Jaz načeloma zagovarjam močno politiko in prav je, da ko pride do krize, politika recimo poseže. V tem konkretnem problemu me bolj moti razlog, zaradi katerega je politika posegla. Torej ta zahteva po nekem samoupravljanju v instituciji, kjer mora biti nekdo glavni, kjer mora nekdo torej dirigirati. To je tako, kot če bi naše reprezentance v vseh športih torej dominirale nad selektorjem. Mi smo videli različne primere selektorjev v reprezentancah, tisti, ki ima dovolj avtoritete, lahko iz ekipe največ povleče. In jaz mislim, da je v taki instituciji, pa nisem poznavalec filharmonije, še toliko bolj pomembno, da je seveda dirigent, maestro res glavni in ne more doživeti nekega upora, če zato ni res utemeljenega razloga, kot bi bil, ne vem, mobbing, spolno nadlegovanje, kakšne podobne zadeve. Kot sem razumel, je bil tle glavni problem zahteva po disciplini. In ena od ključnih problemov je mogoče ta, ko smo se prej tudi z Bernardom pogovarjali, vprašanje, dajmo reči, ambicioznosti takih institucij. Ali smo neka provincialna, torej bomo imeli neko provincialno institucijo, ali bi želeli imeti ambicije poseči mogoče celo v evropski vrh, čeprav je Slovenija recimo majhna država. In tukaj ponavadi klecne ta model slovenski, torej ali politika posega, pa verjetno ne zaradi tega, ker bi želela biti močna politika, ampak ker ustrezni lobiji od vzpodaj
prepričajo ustrezne strukture na ministrstvu, da minister poseže na popolnoma napačen način. Ne, to vrtičkarstvo pri nas, ko določeni krogi od spodaj prek politike premagajo tistega, ki bi moral biti dejansko vsebinska avtoriteta v tem primeru. Ne. Ampak zdaj, Bernard, če prav razumem, člani orkestra so javni uslužbenci, ali kako? Ja, seveda. Se pravi, je logično, da stavkajo, ne? Poglej, zadeve, če pogledaš evropske orkestre, recimo prve 3 koncerte bo v Berlinska filharmonija, Dunajska filharmonija, ne misliti, da imaš tam vertikalno upravljanje. Tudi tam je neka vrsta samouprave, ne nazadnje Berlinčani, ko imajo volitve šefa dirigenta, ko so izbrali recimo Kirila Petrenka, podobno Dunajčani, ampak razlika je v tem, ko je izbranje šef, to je ena zgodba, druga zgodba je, da je orkester zainteresiran, da ima prvovrstnega dirigenta, ki bo dvignil in ohranjal umetniško raven. Tu imam pa občutek, da je primerljivo, pa jim bom zdaj dal kompliment z razmerami v Milanski Skali, kjer bijejo te sindikati italijanski, znane so te zgodbe z Ricardom Mutijem. Dejstvo je, da te odnosi med orkestrom in dirigentom nikoli niso nujno harmonični. Spomni se na primer legendarnega Herberta von Karajan, ki je 30 let vodil Berlinčane, pa se je na koncu so se tudi skregali. Tisto, kar mene skrbi, je, da imamo razmeroma soliden orkester, recimo Godalci ima zelo specifičen, lep zvok, ne nazadnje, tudi trobilci, če pogledaš, kaj je uspelo veliki met Andreja Žusta, ki je postal hornist v Berlinski filharmoniji, ne nazadnje cela vrsta solistov je v orkestru, ne izpostavim gospoda Šarca ali pa gospoda Grahka, ki so sposobni odigrati zelo zahtevno literaturo, tako da orkester ima velik potencial, res, da trenutno ne spada niti med 50 najboljših, je nekje na 85. Mestu. Ampak ambicij praviš pa nimajo. Mislim, problem so res ambicije, ker imam občutek, da so neki samoupravljalci najslabše vrste. Tudi ta nastavitev gospoda Petrača za umetniško vodjo in ta gospa Mahnetova. Mislim, pa to sem se jaz samo za glavo prijel. Pa kdo je ta ženska, da bo direktorica tako eminentne institucije, pri čemer ali už ne trdim, da mora to biti šolan glasbenik. Jaz osebno celo mislim, da bi moral to biti nek prvovrsten kulturni menedžer, ampak mora biti pa gotovo glasbeno razgledan, ker trendi, ki jih pa samo opažam v zadnjih desetletjih, ko sem abonent v Slovenski filharmoniji, so pa katastrofalni. Namreč obisk izjemno upada, videvam same sive glave, se pravi, tam sem jaz med najmlajšimi, pa sem že jaz sivolas, na primer. Je to, odkar hodiš v oddajo, veš, prej nisi bil. Srednja generacija, recimo delovno aktivne generacije praktično ni. Dva koncerta v ciklu, naprimer četrtek in petek, bi lahko brez težav združili v enega in se potem človek vpraša, kakšna pa je prihodnost te institucije, če praktično ni publike. Pričemer je zanimivo, da jih moram pa pohvaliti, kar se tiče programiranja listov, da so skoraj da izločili slovenske skladatelje, ker, a veš, kdo pa želi poslušati Rojka, Kreka, Strmčnika, Petriča, na konec tedna prideš v bistvu po stik z lepim, ki so ti pa v preteklosti dobesedno pokvarili
večer z neko serialno slovensko glasbo. Zdaj vidim, da ne samo, da si se sivih las navzel, da je tudi malo cinizma si se navzel, ampak nič hudega. No, če zdaj pridemo na ta teren bolj najen, Sebastian, ne, ta politični pa to. Sej to, kar je rekel Bernard, nek izkušen kulturni menedžer, sej gospod Damjanovič je veljal za enega taga, ne, bivši direktor, pa ga je pač minister razrešil, pa je potem on šel na upravno sodišče, pa mu je dalo najprej prav, pa je prišel nazaj, pa potem se je minister pritožil na višje sodišče, pa je dalo to prav ministru, pa je spet šel. Zdaj imamo pa v bistvu neko gospo, ki je po strankarski kvoti prišla vse svoje prejšnje službe, tako rekoč, da zdaj je nek VD pač te inštitucije. Ne. Se pravi, je očitno problem tudi v tem upravljalskem delu, da ali imamo prevelik pohlep političen potem, ne, da se posod vtikuje politika, ali so kakšni drugi razlogi. No, oziroma, glavni problem je, da ni meritokracije pri nas. Ne? Jaz mislim, da je eden velikih problemov Slovenije tudi ta, da imamo zelo nekvalitetne elite na vseh področjih. In vsaka država, vsaka resna skupnost potrebuje tudi neko elito. Ne mislim finančno elito, ampak akademsko, kulturno, intelektualno, tehnično, kakršno koli torej elito. Ne? In pri nas ljudje, ki zasedajo položaje, ki bi morali biti nosilci torej elite skupnosti, ne prihajajo zaradi zaslug, zato ker so res vrhunski, ampak zaradi tega, ker poznajo prave ljudi. In ko enkrat začne ta spirala mediokritete, ne, potem je iz leta v leto slabše in potem jasno, da so slabši trendi, ker povprečni ljudje iščejo še slabše od sebe in vsak korak gre, torej tone zgodba vse globlje. Tako da spet tudi Filharmonija, ki verjetno za večino ljudi je zadnja institucija, na katero pomislijo, ne, je pa izjemen primer te problematike današnje slovenske situacije. Torej, pomanjkanje meritokracije, pomanjkanje ambicij in podobno. Ne. Tako da mislim, da je to tisti problem, ki pol vodi v negativno kadriranje. Jaz sem prepričan, da imamo v Sloveniji ljudi, ki bi bili sposobni kulturni menedžerji, se pa zelo težko prebijajo čez ta politična sita, ki so tudi v kulturi, ki mogoče je malo daleč od oči medijev in širše javnosti, ne, mogoče res še bolj spolitizirana kot v kakih podjetjih, ki so malo bolj pod drobnogledom in medijev in širše javnosti. Ampak se mi zdi, da je to v zadnjem času tudi bolj eksponiran. Ne? Z opero smo imeli težave, ne? Zdaj imamo s Filharmonijo, če se spomnite, tudi pred Cankarjevem domu je bil problem, ne? Ko so pač želeli dolgoletnega direktorja zamenjati. A ti tudi to opažaš, Bernard, da zdaj v zadnjih letih recimo je tle več turbulenc, ali je bilo že ves čas tako, pa tako kot prav Sebastian, enostavno nismo bili pozorni? Jaz mislim, da je problem seveda negativne selekcije. Ne vem, kako da ljudje sprejemajo, naprimer, da v športu najemamo vrhunske tuje strokovnjake, jih plačujemo po 200-300 tisoč evrov na leto. Prvovrsten dirigent za takšen orkester, kot je Slovenska filharmonija, bi stal recimo 300 tisoč evrov letno, če bi hotel res med prvih 10. To je nekaj, kar bi si Slovenija lahko privoščila. Ja. Lahko bi si privoščila in jaz moram reči, da zelo obžalujem, ker je gospodu Damjanoviču na začetku njegovega mandata uspel veliki met z Đorđem Pehlevenjanom, ki sicer ne sodi med prvih 10 dirigentov, sodi pa verjetno med prvih 50 dirigentov in če je Filharmonija na 85. mestu, takšen ambiciozen glasbenik, kot je bil Pehlevenjan, je bil sposoben to Filharmonijo dvigniti. In tudi v teh 3 letih, ko je bil šef dirigent, sam je izrazil interes ostati 10 let v Ljubljani, vendar so ga te orkestraši verjetno zdriblali. Problem, domnevam, je bil tudi finančne narave, ne? Ker ti enostavno s plačnim sistemom, da boš ti plačal šefa dirigenta recimo za 65. plačnim razredom, se pravi 6.000 evrov bruto, spodobnega dirigenta s takim denarjem ne boš dobil. Je potem boljše, da razpustimo orkester in se sprijazniti se moramo, da prvovrsten dirigent stane minimalno, kot rečeno, okoli 300 tisoč evrov na leto. Tako kot si rekel, ta denar
si bi lahko privoščili in zagotavljam ti, da obstajajo takšni dirigenti, ki vidijo v Slovenski filharmoniji potencial. Žali Bog so pa odgnali in Vijoma in pa Hlivinjana, dva dirigenta, ki sta bila sredi svoje karierne poti, obetavna. Recimo, kako iz te zagatne situacije s slovenskimi dirigenti, ker imaš potem tudi, bom rekel, take zapečkarje. Če sam še to poveš, če koga vidiš v domačih, pa bi dal pa še Sebastianu besedo. Od svetovno uveljavljenih je trenutno samo eden šef dirigent Strasbourške opere Marko Letonja, ki je že bil šef dirigent, pa verjetno to ne bi bila dobra ponovitev, tako da sem sam velik zagovornik, če želimo filharmonijo rešiti pred stagnacijo, potrebujemo dobrega tujega šefa dirigenta, tako kot smo ga že imeli. Smo razumeli, upam, da tudi odgovorni to gledajo. Sebastian, v pol minute, če lahko, kdaj se ti zdi, bomo Slovenci pol splezali iz tega našega provincializma pa zaplankanosti, pa ugotovili, da pač visoka umetnost tudi nekaj stane? Takrat, ko bomo rešili vse ostale probleme, o katerih smo govorili, torej probleme mentalitete, torej od meritokracije in tako naprej. Skratka, v momentu, ko bomo najprej dobili oblast, ki bo uredila osnovne zadeve, ko bodo ljudje boljše živeli, bodo lažje sprejeli, da nekdo toliko stane. Zakaj nam je povsem normalno, da enega selektorja, reprezentance toliko plačamo? Zato, ker so potem rezultati, nas razveselijo, euforija, se fajn počutimo in podobno bo na ostalih področjih. Kot si prej omenil vprašanje SDH-ja, slabe banke, torej imeli smo tuje, mogoče ni bila najboljša izbira, ampak smo imeli tujce za tak denar, zaradi tega smo jih vrgli stran, potem pa našim, ki verjetno niso ravno na na tem nivoju pa dvigamo recimo plače. Tako da skratka presekati moramo z to mentaliteto provincialnosti in se odločiti, da smo država, da smo ambiciozna skupnost, ki ima znanje, energijo, nekaj narediti, rabimo samo še voljo. Tudi mi, nažalost, moramo tle prisekati. Iskrena hvala obema za vajino gostovanje danes v oddaji. Po oglasih pa vam bomo razkrili, kako po novem zgleda medijsko ritolizništvo.